Ja, danes na tretjo adventno nedeljo smo želeli našim krajanom pričarati to adventno vzdušje. Smo se v Kulturnem društvu Kapele odločili, da naredimo prireditev. In v sklopu te prireditve smo imeli koncert v Farni cerkvi Marija Vnebovzetja v Kapelah. Moški pevski zbor je pripravil venček božičnih, enako tudi vokalna skupina Iris in naši kapelski pubje, ljudski pevci. Sedaj smo prišli sem v ta lepi prostor v župnišču Kapele, kjer smo pa sekcija za ohranitev dediščine pripravili del razstave, ki smo jo imeli že letos v gradu Brežice. To razstavo smo pa v mesecu juniju skupaj s Posavskim muzejem Brežice, s fotoklubom Brežice, videokom Davor Lipej pripravili in jo imeli 3 mesece. To je bila ena izmed večjih razstav letos v Brežiškem gradu. Zelo smo ponosni, da smo bili lahko tam. Tema razstave je pa bila naše delo zadnjih 6 let. Se pravi, 3 igrane etnološki filmi, kako je prišlo do njih, kako se je snemalo in seveda izseki iz filmov. To smo pa želeli prikazati z
oblekami, z rekviziti, s fotografijami, s teksti. Tekste smo tudi prevedli v angleški jezik, tako da je širša publika lahko videla, s čim se ukvarjamo pri nas, ker kot veste, naše gonilo je ohranjanje tega, kako se je včasih na naših krajih živelo. Še par let in nihče v teh krajih več ne bo vedel, kako se je oralo na njivi, kako se je sejalo, niti kako se je preživljalo zimske večere. Tudi poročni običaji, čeprav marsikakšen par se odloči za poroko po starih običajih, tudi to bo počasi izginilo. Če samo pogledamo recimo zimski večer, čehanje perja. Jaz se ne spomnim, da bi to počeli zadnjih 50 let. Mogoče pred 40 leti je še kdo to počel, danes več ne. Ljudje so ostareli in zato hitimo, da bi še kakšno temo posneli, mogoče bo čez 20-30 let to tema, ki bo koga zanimala, ki bo pogledal, poglejte, kako se je skromno, vendar veselo dalo živeti v naših krajih takrat. Tehnologija nam pa to vse odžira, druženje na ta način. Ta predstava je na ogledu vsako nedeljo med 11. in 12. Je vedno nekdo iz naše sekcije tukaj, da popelje obiskovalce od filma do filma. Potem so pa tudi objavljene kontaktne številke in se lahko ljudje prijavijo in pride nekdo, odpre in jih tudi vodi po razstavu. Ja, v naši sekciji smo precej razmišljali, kaj bi še počeli, dokler imamo še dostop do ljudi, ki poznajo življenje v tistih časih. Dve ideji sta zelo živi, se pravi, kako se je hodilo v šolo takrat, tudi kako je bilo z spravilom sena, žita, vendar vse je še v povojih. Ne vemo še točno, kaj se bo izcimilo, vendar naslednje leto nekaj bo. Seveda mora biti na razpolago in pripravljen z nami delati tudi naš snemalec Davor Lipej. Zdaj bi pa zaželela še vsem vam voščiti ene vesele, blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu.